Pozdravljeni, danes vam bom predstavila dva projekta, ki sta bila izvedena v letu 2020 in 2022. Gre za javni skulpturi, ena je postavljena na Vrhniki, druga pa v občini Črna na Koroškem. Obe sta nastali na pobudo oziroma po občinskem razpisu. Pomen takšnih projektov je zelo pomemben za kraje, kamor jih umeščamo, prav tako pa tudi za odpiranje diskurza o pomenu tovrstnih skulptur v javnem prostoru. Današnja predstavitev se bo predvsem osredotočila na zasnovo in izvedbo teh projektov, ki sta bila, kot so že povedali, nagrajena tudi s Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Leta 2020 se je občina Vrhnika obrnila na Akademijo za likovno umetnost s predlogom, da se poleg obnove starega mestnega jedra uredi tudi park pri Mlečni. Gre za lokalno središče, območje, ki je nosilec identitete mesta in temelji na ohranjanju prepoznavne podobe, vpetosti krajine v urbano tkivo. Po usmeritvah Zavoda za varstvo kulturne dediščine je bilo v parku potrebno ohraniti drevesa, urediti pešpot od Stare ceste do Tržaške ter premisliti o samem programu parka. Natečaj je bil namenjen študentom in študentkam Akademije za likovno umetnost. Prostorske zahteve in iztočnice za formulacijo kipa pa so bile sledeče. Javna plastika mora biti izbrana in postavljena v prostor premišljeno. Izbrati je potrebno javno plastiko z jasno sporočilnostjo, ki se nanaša tudi na zgodovino mesta. Material in velikost morata biti skladna s prostorom, kamor bo umeščena. Izbrani materiali pa kvalitetni in dolgotrajni. Izbrano delo je moralo vsebovati še sledeče tehnične in vsebinske parametre. Umetniško delo mora izražati kreativnost, poznavanje sodobnih trendov v javnem prostoru. Poleg njegove likovne vrednosti pa mora biti tudi uporabno kot otroško igralo oziroma predmet, ki omogoča dotik in uporabo. Umetniško delo mora prav tako upoštevati standarde za varno uporabo igral. Po iztočnicah razpisne dokumentacije sem pričela pripravljati konceptualno zasnovo. Raziskala sem nekaj vrhniške zgodovine ter začela razmišljati o formi. Zato se mi je zdelo, da ne sme biti preveč direktna, preveč mimetična, prav tako pa ne pretirano izčiščena, minimalistična in abstraktna. Za čas mojega otroštva je name velik vpliv naredila tivolska riba arhitektke in umetnice Vladimire Bratuš Furlan. Kar se mi je zdelo zelo zanimivo pri tem delu je, da je uspela s svojo organskostjo v monumentalnosti ustvariti nek varni prostor, ki je omogočil tudi svobodno igro. Tako sem pričela konceptualizacijo projekta po vzoru funkcionalnega, predrtega in organskega objekta. Seveda pa sem razmišljala tudi o omejitvah materiala, ki bo uporabljen. Moje srečanje z materiali je bilo do tistega časa malenkostno, saj vsakdo lahko pozna materiale, vendar o njih ničesar resnično ne ve, dokler se ne sreča s samim procesom proizvajanja in tehnologijo, ki jo določen material zahteva oziroma omogoča. Moja prva ideja je bila, da se kip naredi iz betona. Po krajšem posvetu z asistentom tehnologom pa je bila tudi ideja, ki je obstala. Beton se zelo lepo stara in je najprimernejši za to vrste tehnologije vlivanja v kalupe. Prav tako pa je njegova posebnost to, da je eden izmed redkih materialov, ki omogoča specifično obdelavo in pa ima neko trajno življenje. Sodelovanje z docentom Tomažem Furlanom je bilo tudi ključnega pomena za samo izvedbo obeh projektov.
Bil je nosilec tehnološke plati izvedbe, strokovnjak na področju umetnosti, z vsem potrebnim znanjem in infrastrukturo za izvedbo tako kompleksnih projektov. Skulptura Umotvor je zasnovana na vrhniški zgodovini. Na srednjeveški delitvi mesta na hrib, vas in breg. To se kaže tudi v višinski razgibanosti samega objekta. Ob razmišljanju, kaj Vrhnikov ustvarja unikatno in bogato, sem se oprla na vrhniške prebivalce, ki so utrip mesta. Med njimi pa so umetniki tisti, ki preobražajo in ohranjajo spomine. Vsem umetnikom je skupna ustvarjalna roka. Dotik pa je tudi najpomembnejše čutilo vsakega kiparja. Tako sem zasnovala objekt in ga ustvarila v maniri interaktivnosti in otroške igre. Roka umetnika izraža odgovornost in odločnost, kar simbolizirajo 4 kraki vstopnih prstov. Ker je šlo za manjši razdrobljen prostor, sem manj želela poseči s predrtim objektom, ki svojo organskostjo ustvarja lepoto v dinamični formi. Ustvarila sem objekt, ki je v stiku z gledalcem in vabi, da ga napolni domišljija otroške igre. Sama forma je abstrakcija dlani, ki je zasnovana na krožnem prostoru. Ta pa je predrt z organskimi odprtinami. Največja izmed njih vodi na 4 krake oziroma prste. 2 sta namenjena spuščanju, 1 pa je namenjen plezanju in spuščanju. Iz ene in druge strani je zasnovan nekakšen rov, skozi katerega se lahko skobacaš. Celota pa je namenjena dinamičnemu kroženju in prehajanju gledalca v vse smeri, iz notranjosti v zunanjost in obratno. Proces izdelave smo zasnovali v sodelovanju z obrtno delavnico, ki je omogočila celotno produkcijo. Idejo sem formulirala v 3D virtualnem prostoru, nato pa sva z mentorjem ustvarila model v naravni velikosti. Ta je bil ustvarjen iz stiroporja in umetne mase. Nato smo izdelali kosovni kalup in jeklene armature. Na podlagi študije o barvi in kvaliteti sva določila tudi optimalno betonsko mešanico, ki je razrešila tako statična kot estetska vprašanja. Procesu vlivanja betona v kalup je sledilo tudi odpiranje kalupa in površinska obdelava pozitiva. Proces izdelave se je začel v marcu leta 2021 in se je zaključil avgusta. Delo v delavnici je trajalo približno 5 mesecev. Pri končni montaži smo skupaj s predstavniki lokalne skupnosti določili tudi mikrolokacijo in se dogovorili za način temeljenja. Z njihovo pomočjo smo skulpturo postavili in dokončno površinsko obdelali. Arboretum Volčji park. Pred uradno otvoritvijo skulpture igrala smo morali opraviti tudi varnostni pregled objekta. To pomeni, da smo se prepričali o njegovi varnosti in o kvaliteti same montaže. Za voljo tega smo v Umotvoru zagotovili tudi preprogo oziroma podlago iz peska za ublažitev potencialnih padcev ob igri. Umotvor je javna plastika, ki je nastala na pobudo občine Vrhnika v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. Narejena je v tehniki armiranega betona in tehničnega kamna. Obsega 5,5 kvadratnih metrov površine, zajema 2,5 kubična metra betonske mase in tehta približno 6 ton. Na sliki lahko vidimo tudi rov.
in tudi samo strukturo umotvora. Kar se tiče strukture, smo šli čez več faz obdelave. Od suhe do mokre. Kar pa je izjemno lepo, da vsakič, ko se vrnem na vrhniko, ideja umotvora ni ostala le na papirju, ampak dejansko deluje. Drugi projekt, ki sem se ga udeležila, pa je nastal na pobudo občine Črna na Koroškem. Ta je želela na vhodu ob mesto postaviti skulpturo. Ta projekt je bliže temu, da ga poimenujem spomenik, kot pa umotvor, ki je bliže temu, da mu rečem skulptura in javna plastika. Občina Črna je imela tokrat bolj specifično usmerjene želje glede pomena in namembnosti te skulpture. Želeli so si spomenik, ki bi ponazarjal povezanost občine s svetom. Predlagali so sferično obliko, v kateri so želeli označiti občino in vsa njena pobratena mesta v svetu. Želeli so, da se v kipu pokaže občina kot vidno mesto, ki je vpeto v svet in je del sveta. Iztočnice za pripravo konceptualne zasnove so bile zelo podobne kot tiste pri umotvoru. Zahteva po inovativni rešitvi, ki vsebuje sporočilo in hkrati ohranja kvalitete javne plastike, tako estetsko kot konceptualno, dovršeno za zunanjo postavitev. Pri vsebinski zasnovi sem naletela na premislek o združevanju želje naročnika in svojim lastnim pojmovanjem oziroma poznavanjem forme, kaj naj bi ta bila in kako naj ta govori. Ponovno nisem želela ustvariti kipa, ki bi preveč direktno nagovarjal gledalca. Spraševala sem se, kako lahko pokažem oziroma formiram nek pojem, kot je povezanost. Ali je ta vpetost občine s svetom vidna in na kakšen način gledalec potrebuje to kavzalnost. Odločila sem se, da je forma lahko simbolična in se vsakemu gledalcu prikaže na drugačen način. A to ne pomeni, da je umanjka vsebinske pripovednosti v sami formi, ampak da pusti odprt prostor o predstavi, o povezovanju. Na podlagi tega je bila forma vsebinsko zasnovana na konceptu spremenljive pojavnosti iz vseh gledišč. Prostranost našega planeta omogoča različne izkušnje in poglede, pa vendar obstaja neka točka v prostoru, v kateri se razkrije samo bistvo te skulpture. Oblikovna ideja je zasnovana na sferični obliki, ki se ima zaradi indirektne komunikacije prerezala na pol. Iz nje je ustvarila polkrog, ki ustvarja občutek mostu, kar je še ena simbolika, ki priča o povezovanju Črne s svetom. Kraki, ki vznikajo iz Zemlje, aludirajo na planet in so zaradi občutka dinamičnosti rahlo zamaknjeni. Celotna skulptura ni postavljena frontalno. Namen takšne postavitve pa je, da se ob samem pogledu na skulpturo v določeni točki skozi sfero, kjer se stakneta v pogledu sprednji in zadnji krak, izriše negativni prostor občine Črne na Koroškem. V tla so vklesane pobratene države s svojimi mesti, ki se staknejo tam, kjer je luč. Svetlobo dobi ta skulptura še en ambient in ostaja zvesta načelu, da naj ima vsak opazovalec svojo perspektivno izkušnjo. Ustreznost forme je pogojena z minimalnimi učinki, kar pomeni, da oblika in negativen prostor ne potrebujeta mnoštva detajlov, da nagovorita gledalca.
Sodobna forma se prikazuje drugače v vsakem gledišču in s tem omogoča različna občutja in bolj odprt prostor za interpretacijo. Proces izdelave je potekal po podobnih zakonitostih kot pri prvem projektu, vendar s to izjemo, da je šlo za izvedbeno in statično kompleksnejši projekt. V obrtni delavnici sva z mentorjem izdelala model v naravni velikosti. Ta je zahteval tudi izdelavo geometrične šablone, s katero smo določili dimenzije krožnice. Model smo sestavili iz natančno izrezanih modelov stiroporja ter jih privlekli z umetno maso. Nato smo izdelali kalupe, jekleno armaturo ter vanj po odpiranju vlili tudi beton. Kip je sestavljen iz 4 kosov, kar je bila nujna kompenzacija za težo, transport in velikost. Pri postavitvi in montaži smo sodelovali z občani Črne na Koroškem. Na fotografiji lahko vidimo, kako smo v začetku, ko smo imeli šele model, imeli smo že tudi pozitiv, vendar ne v končnem stadiju, prišli na lokacijo in poskušali določiti točno mikrolokacijo, v kakšnem zasuku bo kip stal. Skulptura je postavljena pred kulturnim domom Črne na Koroškem. Zajema približno 3,5 kubične mase betona in ima ocenjeno težo 7 ton. Celotna izdelava je trajala 3 mesece. Pri drugem projektu smo imeli malo manj časa, vendar s to srečo, da smo že opravili prvi projekt in smo imeli malo več znanja in izkušenj pri načrtovanju. Na fotografijah je postavljene skulpture oziroma transport na samo lokacijo, pri kateri nam je veliko pomagal tudi gospod Slavec. Razmislek o formulaciji javnih skulptur je zahteval, da sem razmišljala tudi o relevantnosti take forme za okoliške prebivalce ter za čas, v katerem bo ta skulptura postavljena. Pri načrtovanju nevede upoštevaš vso širino znanja, ki jo imaš, o postavljanju tovrstnih skulptur po svetu, umetniških tokovih in v prvem primeru tudi teoriji otroških igral. Najbolj pa kip formirajo izzivi statike, zmožnosti uporabljenega materiala, prostor, v katerem nastane, in finančni vložek naročnika. Prihodnost javne plastike je odvisna od produkcijskih zmožnosti malih obrtnikov, kiparjev in ekonomske investicije države. V Sloveniji imamo veliko postavljenih portretov, obeležij, spomenikov, dekoracij v krožnih krožiščih, v cestnih krožiščih, pa vendar zelo malo takšnih taktilnih, gledalcu vabljivih javnih plastik. Takšne skulpture pogosto štejejo k urbani opremi in se jih umešča v prostor šele, ko se določena območja celovito prenavljajo. Sama menim, da tovrstne postavitve zahtevajo nek arhitekturni aspekt, to pomeni, da se jih umešča v širši urbani kontekst, ter seveda oblikovalski aspekt, da se jih dela z mislijo na to, da so funkcionalne in estetske. Seveda pa je nujno, da take vrste objektov vpnemo nekaj dinamike, se jih lotimo kreativno
in dovolimo, da forma preseže sam govor o minimalizmu in abstrakciji. In dodamo neko človeško lastnost, neko spremenljivost, zgodbo in element umetniškosti, unikatnost. Na Akademiji za likovno umetnost se učimo o prostoru, kakšen pomen ima in kako ga produciramo. Kar ne pomeni le modeliranja in kompozicijskega spajanja različnih volumnov, vendar predvsem ustvarjanja odnosov oziroma dogodkov v nekem prostoru. To ne pomeni, da smo storitev za javni program, ampak nosimo veliko odgovornost pri obeleževanju dogodkov javnega značaja. Površina in oblika sta sposobni ustvarjati nov prostor in novo okolje. Sodobna skulptura mora gledalca povabiti bližje in ga nagovoriti. Sedaj pa vas povabim, da si ogledamo še kratek video posnetek same izdelave prvega projekta Umotvor. Hvala za pozornost. Po videu pa vas povabim še za kakšno vprašanje ali dve. To, da se mrežca vidi na vrh, je vse. Važno je, da pod njo. S strudlom dolijemo še deci pa pol super plastifikatorja, odlijemo vodo, da naredimo tako lepo Coca-Cola, pa to spijemo. Ne! Malo spodbude to imaš. Midva pa na enosu bova to speljala. Svoj kupla. A je svoj kupla? Ja. A se res? Ja. Ampak ti si zdaj prvič uporabil. Te vrhove lahko pokriješ, tukaj gre naravno, da lahko tudi nima polno sam. Mora še zmer biti previdna. To. Super Nina. Imajo kličejo ninja. Pa naj bi bila zdaj eno kavo spila. Bi, zdaj še neki odlom. To je, to. Tega, kjer zmaj od Nine.
Hvala.